Zdravo, Sergej Rinc, tukaj je prezentacija.si. Danes si pogledamo, kako lahko čim hitreje utrdite vaš status strokovnjaka. Seveda govorimo o spletu in o spletu najhitrejši in najboljši način pisanja lastnega bloga. Zakaj? Zato, ker tako praktično najceneje prijete do statusa eksperta. Domeno potrebujete v internetu, ki je poceni, gostovanje lahko dobite tudi poceni in potem je samo vaša želja, vaš čas, kaj boste napisali, koliko časa boste to namenili, sploh pa če s tem delate, če ste v tem strokovnjak, potem lahko hitro napišete nekaj dobrih vsebin in postanete avtoriteta. Ljudje vas prepoznajo po fotografiji. Če se spomnite prejšnji video, 11krat veseli izraz, ko vas vidijo veselega na fotografiji, vas bodo bolj radi imeli, vas bodo počasi zaupati in ko vas želijo ljudi zaupati, bodo vas tudi kaj kupili. In ker pišete strokovne vsebine v svoji tržni niši, vas iskalniki avtomatsko uvrstijo v avtoritete. Kaj pa to pomeni? Poglejmo si primer. Namreč, če ste dobro naredili vaše spletne strani in pišete predvsej o določeni temi, kot recimo jaz na blogu prezentacija.si o predstavitev, zdaj več tudi o marketingu in o nastopanju, potem bo iskalnik vaše strani pokazal na začetku v prvih izdelkih iskanja za določeno frazo, za katero sicer ni nobene spletne strani optimizirane za to. Recimo video marketing podjetja, kaj se zgodi, ponudi torej dva rezultata iz mojega spletišča in ponudi tudi tole več rezultatov z mesta prezentacija.si. To je eden od več znakov, da je vaše spletišče dejansko avtoritetno in da bo pač iskalnik Google, če ne bo znal drugega rezultata najti, potem bo ponudil rezultate iz vašega spletišča. In jasno, brez skrbi, da glede na tole bo nekdo prišel do vas, če boste imeli zadetke na prvem ali drugem mestu v iskalniku Google. In še druga stvar, če delate recimo dobro tudi video zraven, kaj lahko naredite, v vašem lastnem spletišču bo video uvrščen tudi mogoče na prvem mestu zadetkov iskanja, vsaj pa nekje recimo običajno na 4. mestu ali najslabše torej na 10. mestu, pa še vseeno tudi na 10. mestu spodaj bo dobil takšno video veliko obiskov, ker ljudje pač raje pogledamo video, kot beremo dolga besedila. In še nekaj, poznam preprosti, kako lahko dejansko dobite dvojni zapis video posnetka na prvem strani zadetkov iskanja, se pravi en z vašega spletišča, enega iz portala YouTube in gotovo ste lahko, največ 2 videa bo še pokazal, če bo kdo še naredil podobne videe, bo pokazal Google 4 videa, ampak vsaj eno od teh videov se bo zelo dolgo obdržal na tej strani za kdorkoli bo iskal za delo rok. Če gremo naprej, dobro so oddaljena pogosta vprašanja, ampak tega si ne izmišljujte. Se pravi, napišite res tista predvidena vprašanja, to so tiste, ki si vi sami pridodelate, da jih stranke sprašujete, potem pa poskušajte čim več odgovorov, realnih vprašanj in odgovorov, ki jih stranke same zastavijo. Tako da objavite jih v vaših straneh, gotovo, zakaj? Zato, ker imate potem manj telefonskih klicev. Potem za daljši odgovor naredite povezavo na določeno stran. Ne samo kratko odgovoriti, pa za več informacij pa ne ponudite ničesar dodatnega. In zahvale kupcev spremljite priporočila in jih objavite o opisih izdelkov oziroma storitev in ne na posebni strani. Zdaj si pa pogledamo oba tale primera posebej. Tule gre za eno mizo, ki sem jo kupil svoji hčerki in kaj je bila težava pri slovenskem prodajalcu, ni bilo dovolj dobrih navodil. Seveda sem iskal navodila na spletni strani tega proizvajalca. Gre za nekega srbskega proizvajalca. Dobro, ampak stran izdelka je zanimiva, ampak poglejte, sam po izdelek nima nič, Če poskličete tukaj namiren prikaz, a je to kakšna dodatna vrednost, to, da se polička odpre pa tale predalček. Jaz bi tukaj rad videl nekaj, recimo vsaj tehnične specifikacije ali pa sestavno risbo tako naprej, kar bi vzelo res, kot sem napisal v enem zapisu v blogu prezentacija.si, okrog 5 dela enega inženirja, ki je to mizo sestavil oziroma skonstruiral. Namesto tega imajo potem določena vprašanja in odgovore strank, kjer pa so samo gola suhoparna vprašanja brez nobenih povezav na več, razen kar so naredili so povezave na stran s katalogi, ki je pa tako enako kot je tisti, ki ga vidite v trgovini. Skratka, to ni prava stvar, Če pogledamo še drugi primer, torej neka programerska hiša očitno v Sloveniji, ki piše računalniške programe, priporočila strank so objavljena na posamezni strani. To je super, ampak spet, recimo ena napakica tukaj, že to, da vse to na posamezni strani je malo čudno, po eni strani, po drugi strani pa tudi, da so zapisane po posebnem vrstnem redu. Jaz bi to naredil drugače. Prvo in drugo najboljše priporočilo bi objavil na začetku in potem ljudje gledajo isto kot PS pri pismih in tretje najboljše priporočilo na koncu. Ampak ne samo to. Gledajte, kaj potem imajo na samih stranih izdelka. Ja, hudo, veliko informacij, hočete me impresionirati, ampak lastnosti in morda kakšna prednost, nobene koristi skoraj ni za stranko. Katera je tista prava korist, da je ta program hitrejši kot vse, pa da bo računovodski izkazi narejeni v 3-krat krajšem času, kot se mi zdaj, kakorkoli, me razumete. Vse tukaj so potem priporočila strank, ampak se menjavajo in niso vezana samo na to, še tale produkt, In ne vem, pa še dinamično so, tako da me potem moti, da ni tega ne preberem ti tole, ko grem pa tukaj, pa potem sta priporočila strank na posebni strani, kjer spet niso vezana na določen programski produkt. Če pogledate potem kakšen programski produkt iskati, posebej, tole
potem se pa ljudje dejansko tole bude prebrali, ne bojo sploh prišli v teh priporočil strank na koncu. Tako da, če se le da priporočila stranke napišete, dodate na spletni strani samega izdelka, ne pa na ločeno posebno stran. No in tretja ideja je potem še besedilo ob slikah. Namreč spletni iskalniki še ne znajo dobro zaznavati samih slik pa samih videov, ker zato potrebno veliko računske moči, ki jih tudi svetovni velikan Google v tem trenutku nima. Zato za vaše slike pa vaše videe poimenujte s tistimi ključnimi besedami, za katere želite nastopati v spletu. In tudi okoli slik naredite tekst, se pravi, ves tisti tekst, tisto besedilo, ki je okrog slike, naredite dobro. Zato, ker potem iskalnik to upošteva in potem bo tudi pri iskalniku slik to pokazal. Poglejmo še ta primer. Če recimo iščete strokovnjaka za prezentacije, verjetno ne boste šli tekstne stvari to gledati, mogoče ja, mogoče ne, ampak mogoče iščete tudi človeka, potem radili človeka. In potem, če takole pogledate tehle 6 slike z mojih 2 spletišč. Zakaj? Zato, ker dejansko niti ni nobena slika posneta pod temi ključnimi besedami, ampak gre za to, da tisto dodatno besedilo okrog se veže na prezentacije, pa veže se ga od strokovnjaka. In tu recimo, evo, Edi Kurnik, moj znanc, tudi zato, ker od moje spletne strani in spletine, tam je omenjen pa kakšna beseda strokovnjak in prezentacija si noter in je tudi zaradi tega iskalnik povezal človeka, sliko človeka s tistim besedilom na vaši strani. Pa če naredimo še, ne vem, recimo strokovnjak za, dajmo pisati spletno trženje, evo, a vidite, podobna stvar, tukaj še moj znanec Tomaž Gorec. In ljudje bo isto kot pri zadetki iskanja, smatrajo za tiste najboljše, najbolj relevantne odgovore, te prve 3-4 zadetke. Tako da tudi to lahko uporabite, kaj se potem zgodi, ko kliknete na samo sliko, greste potem, seveda se pokaže večja slika in zadaj že spletišče, zaprete sliko in ljudje pridejo do vašega spletišča in tam seveda potem naprej komunicirate z njimi. Google vas lahko tudi v bistvu opozarja, če imate WordPressov blog zadnji, če imate torej samo analitiko vklopljeno ali pa samo, da ste v orodje prijavljeni za spletne skrbnike, vas tudi tole dejansko, kot vidite, ugotovijo, kaj je na spletni strani nameščeno in evo sporočilo, ki je prišlo danes, da je eno spletišče, ki se nekaj postavil, pravijo, da že ni več posodobljen WordPress in da lahko recimo kdo kaj mu naredi, kakšno škodo in tako naprej in priporočajo, da posodobim WordPress. To je tudi to zanimivo, sam Google vas opozarja na kvaliteto vašega spletišča, da bodo uporabniki zadovoljni. Tako da tudi, evo, dejansko avtomatsko lahko dobite tudi opozorila od velikega iskalnika. In tu vam predlagam blagohotno upoštevajte, kar Google počne, pa se vam bo dobro godilo. Kdor jih ne upošteva pravil, jih pač Google ne zanemari, ne upoštevaš njihove zadetkov iskanja, recimo oglase postavi za visoko ceno in tako naprej. In ostali, tisti, ki pa preostanemo, ki se prilagajamo pravilom velikega iskalnika, potem imamo veliko več in prometa in seveda tudi obiska na strani in potem tudi v končni fazi nekaj tudi prodamo. Torej akcija za danes. Odprite spletišče, seveda najbolj, da je blog WordPress ali pa integriran v vaše obstoječe spletišče in pišite vsebine z vašega strokovnega področja. Slike in video poimenujte s ključnimi besedami, razdajajte svoje znanje, ne bojte se, najboljše osnovne skrivnosti zaščitite, drugo pa brez skrbi poveste. Zakaj? Zato, ker tudi ljudje, ki bodo to gledali, tudi ne morejo toliko znanja osvojiti, tudi če gredo sami za vami vse to delati, boste vi vedno še kakšen korak spredi. In vemo, da danes kupujemo nekaj zaradi tega, da prihranimo čas, da prihranimo denar ali pa da zaslužimo denar. In uredite pogosto vprašanja na spletnih straneh, prosite za priporočila, pa boste že na več kot na polovici poti do uspeha. Če potrebujete gostovanje, še vedno tole ponujam, 97 € na leto, pri najhitrejšem ponudniku storitev interneta v Sloveniji, varovano, računalniško, nič ne morete izgubiti, treba kupiti še domena in pa seveda, če hočete potem dodatne storitve za optimizacijo, pa če samo pogledate, kaj jaz počnem na blogu prezentacije.si, lahko vsak postane strokovnjak za optimizacijo spletne strani oziroma za doseganje višjih zadetkov iskanja v iskalniku Google. Lahko me kontaktirate za več za podjetje afnaspletin.net ali pa osebni sergej@spletin.net in se lahko naprej dogovorimo za nadaljnje sodelovanje. Hvala za gledanje tega videa in veliko uspeha pri vašem potrjevanju statusa eksperta.